Snimamo. Pa levo desno, gotovo. Imaš prostega klep, preveč. Oprostite, gospod režiser. Evo. Lepši. Dobročer, lepo pozdravljeni, jaz imam preveliko kapca, lej. A si ti to videl? Ja. Velika glava, velika pameta. Velika glava je rekel eno majka. Še klele, da imamo, evo, vprašanja, če boste kaj lepega spraševali. Dobročer, lepo pozdravljeni, MTBC Live številka 7 v letu gospodovem 2019. Jože Robežnik, poznate ga celo bolj kot mene, verjetno. Takole z televizije, ne tako, kot smo zdaj na televiziji, ne? Živijo. Ej, jaz moram priznati, da Endre gledam televizijo in tudi tako ene 10 minut tvojih vdaj na leto jamem. Ok. To papir sem zrihtal. Kaj da je bila jadralca? Na resni jadrnici. Čaj, da vem, če je res topil. Na jadrnici bi bil kar zadovoljen, To je ne? bilo noro. To je bilo po mojem. Noro. In seveda si tukaj kot bajker, ne? Ja, navdušenc, mislim, počaščen sem seveda, da si me povabil, to prav sprašal sem se. Lej, tak teden je, Ja, da da ni bilo nekaj drugega. Saj to je edin, zato se mi zdi logično, če nisem res nič pametnega, valjda pridem. Če ne se mi pa zdaj, ok, a malo na nivoju zgubila, MTBC, ali kje smo zdaj, zakaj jaz zdaj, ampak, ok. Ej, sem pa uredil nov studio, posebej zate, ne? Ja, čudovito A ti je všeč? Noro, navdušen sem. A je prebliz kamera, še malo, kamera se pa vozi, veš, je pa na kolesčku. Vidim, da to je zadnji... Tudi gor dol gre, ne? Vse. Vrti se. Navdušen sem, pač tehnično dovršen studio. Reflektor je kar v redu, ne? Močen, ravno pravi, od spod gor, zato da se mi podbradek ne vidi. Ja. Vidim, da misliš na vse. Ja, to je noro. In gledalci kar padajo takole, ker prije takle magneta. Vidiš, pa je vse dobro, da sem te povabil, ne? Ja, clickbait, se temu strokovno reče. Ker sem te povabil kot bajkerja, daj povej, a je to pozal, koliko dejansko furaš, ne? Jaz furam to, kar objavljam na Instagramu. Glih tokrat. Ja, glih tok, redko kaj ne objavljam. Sem pa kaj, kakšnega ne objavljam, ampak načeloma ni pozab, to si sam sebi govorim, lej, luštanje, zato da pol naslednjič vidim, pa da me folk sprašuje, pa da ja, sej res grem. Rad sem na kolesu, nekako to mi je še skoraj najboljša stvar postranska. Casting couch, ja? Ja. A veš, kje je edin hujši casting couch? Unka bo tam zunaj V kombiju noter. v studiu, v mobilnem studiu. Ja. Ja, prekinil. Kam sva šla? Tako da, mislim jaz, valjda, rad bi bil tudi bajker, pa tako, da bi se videl, da sem. Predvsem mi je važen, da je to, da te folk, ne vem kako se vidi, da si bajker, po mojem, da si tudi... Da imaš en tak rider respect od drugih. Rider respect, ja. To si želim, ja. Trail cred. Tako, da imaš nek ta, ampak ne skozi stravo. Razumeš, da ga imaš res dejanskega, ja. Da kdo za tamo pele pa reče, wow, ja, ne bi si mislil. Polka kolo prodajaš, rečeš potencialnemu kupcu, lej, tokrat sem bil na bajku. Instagram pogledaj, ne? Ja, recimo, to bi bila sigurna varianta. Drugač pa... En hashtag, da je gor, tako da v bistvu sam po hashtagu te najde, da prešteje, kolikrat si bil na bajku. Se imam, luft, hashtag luft. Veš kva, v resnici, da te popravim, prvi full suspension bike recimo, jaz imam to je moj drugi s tem, ko se furam, prvega piča so mi tako ukradali, tako da ne prodajam, v bistvu, Še nobenega kolesa nisi prodal. Še nima prodati, ja. Razen teh mestnih, ne. Kdo te pa navdušil in koliko časa že te dve kolesi furaš? Navdušil, a veš, mi da sva na isto, mislim, da na isto osnovno šolo, ali pa v glavnem, družili smo se, ampak je kar neki starejši od mene, Grega Križman. On je tam iz Zaloga, pri Škofljici. On je bil... Mojster grafike? On je bil edini pravi bajker tam okrog nas. Ja. Spomnim se, da je imel nekega vijoličnega KHS-a. Ja. To je pa že dolg nazaj. To je zelo dolg nazaj. To je več kot 15 let, to je
20 let nazaj. Grega X. Križman, dosti legendaren rider, ne? Je absolutno legendaren rider. In jaz bi rekel, da je on po mojem, da ga tako jaz še najbolj imam za nekega tega, sicer niso nikoli takrat skupaj furali, ampak malo mi je, kdaj sem ga kaj vprašal, pa tako. Potem se pa spomnim, da smo šli enkrat, on, pa mislim, da še Jaka, na Toško in sem za njimi se pelal in sem rekel, pač jaz bi rad enkrat tako vozil. Žal, ne vem, če si pa še do tja. Ampak pač se ni važno, da se probaš, da greš v to smer. Ampak to se spomnim kot nek rajd, ki je bilo tekoče, mehko, noro hiter, mislim, tako malo fancy, no. Ne sem ampak tako. Na televiziji si Jože, ne? Kdo je pa Joco Hud? Je to tako en tak alter ego zajeban, tako kot Bike Bro? I wish. To je, veš kaj je, Joco Hud je bil user za mail iz srednje šole, zato ker takrat sem pač, frendi so mi Joco rekel, pa sem 4 črke bilo premalo za odprt na, mislim, da je bil ta na MSN, ta prvi moj, ali Hotmail, tam not nek, Hotmail. Prv in što je premalo, pa vsi so imeli neki gol Hud, Hud je bil naš predelnik mojega cajta, pa sem dal Joco Hud. In grozen je pač, da je ta neka srednješolska petelinjenje ostal moj username, vse na YouTubeu, sem že zdaj dodal Jože Robežnik, Joco Hud, da upočasta Joco Hud odpadel, zrelost. Je treba ubiti. Ja, smiselno bi bilo, recimo. Smiselno bi bilo. A si prvič to v javnosti povedal, to zgodbo, od kje je? Po mojem, da sem že, ampak to kar min gre, kar še zmer si hud. Pa je potem kdo vpraša, kje si hud, gospod Hud, pa te neumnosti slišiš, oh my god, res se grozno slišiš. Kot medijski človek, malo te za medijskega človeka, ne? Težko čisto opredeliti, kaj si, ne, voditelj. Veš, kak sem, kaj ti na vizitki piše? No? Na vizitki nimam že dolg vizitko. Veš, kaj sem jaz vizitko? Samo un search, pa Joco Hud. Če ne znaš kontakta mojega poiskati, nočem s tabo se pogovarjati. Bravo. Drugače pa sem se klasificiran kot video ustvarjalec in TV voditelj. Video ustvarjalec in TV voditelj. Ja. Potem si pravi, da odgovoriš na tole vprašanje. Kaj misliš o slovenski kolesarski, oziroma natančneje MTB, taki medijski krajini? Kaj imamo tukaj? Razumeš, od tega, kaj vidimo mountain bike na televiziji, ki ga ne vidimo, tudi če imamo svetovni pokal, do tega, kaj proizvajajo video ustvarjalci, kot si ti, se spomnim recimo pol Vrečka, pa Bike Broja, pa influencerji, ali kakor so, ne, in upam, da nekje na sredini imate basine. A Slovenc dobi od domačih teh kanalov vtis, kaj je mountain bike? Pa jaz mislim, da dobi. Sej pač, veš, trg je mejhen, tako da zdaj ne vem kaj, da bi pričakoval, da zdaj pa ogromen ene produkcije. Mogoče bi pogrešal nek ta kos tudi na televiziji, čeprav zdaj že televizija toliko min, da sploh je vse. Ima prednosti, ne? Ma fora pri televiziji, jaz vidim zdaj v tem trenutku, mislim, v našem cajtu je v tem, da je tam nek budget, ki bi lahko teoretično, jaz bolj, zame je mountain bike rekreacija, ne toliko ta navijaški šport. Okay, ja. Jaz v bistvu lifestyle, ne znam ti nič povedati o svetovnih pokalih, pa to. Pač vidim kakšen video, ki mi je všeč in to, ampak sicer pa ne vem nič o tem, tudi nisem navijač in mi to dosti dol visi, meni važno sem to, kakor sem jaz na biciklu v hosti. In nek ta rekreativni vidik bajkanja bi po mojem lobiju tudi znotraj TV-ja pokrit bolj, ker, a veš, sej ti lahko imaš na YouTubeu, lahko imaš na Facebooku, ampak to se pa ti neki kle haslar z, jaz mislim, da ne prav velike sponzorska sredstva, medtem, ker tam pa je namenjen nek budget, ki bi lahko šel za to. Tako da recimo, da tukaj bi mogoče lobilo več, kaj pa vem, jaz zase dovolj najdem. Malo pa vem o tem, fan sem od Vrečka, pač par let nazaj smo bili skupaj en teden v Franciji in sem videl, da je
da je glih prav nor, pa glih prav s tem ukvarja, pa mislim, od njega želel bi si več njegovega materijala. Ja. To bi si želel, da bi več objavljal, da sem se vem, kako je s tem. Pač. Ni cajta, če si gledal zadnji še enega otroka dobili. Ja, to je, mislim, sej to je res ogromno. Imaš službo, imaš to doma te vlečejo, pa da bi še videe delal, vse res težko. Sprav, kaj gledaš, brskaš, komu slediš, Vrečka? Lavka je tudi eden večjih vplivnežev. V bistvu, jaz več ali manj od njiju zvem stvari, jaz kaj to, kakšen bajk bi mogel pa to, recimo od nekde sem sicer tudi Križmanu težil zmeraj, kva ne, sicer pa po mojem na Facebooku bom malo polajkal nekakšne te Red Bulle pa to, pa MTB-si seveda, tukaj noter sem. David Praznik, sicer naš dizajner, prav da sva čisto preveč resna in da morava nekaj pogledati za ogrevanje. A se upava klikati? Absolutno. Na koncu linka piše live video explicit. Super. Sigurno so gledalci že kliknili to, tako da bova pa še midva, a ne? Kaj bi mogla gledati, da nava preresna? A to samo sebe zdaj gledala? Two girls. Češ, Zakaj pogledajte isto se, dela koliko sta gledala? bedna. A je to? Ne vem. Isto nam je dalo. Fora v Se to fori. gledava midva, ej. Ja, mi da sebe skozi gledamo. Ne, napisal ni pravi link. Bravo, David. Hvala, David. Imamo to. Imaš popravni izpit, lahko nam daš ta pravi link. Ti, Miha Šalehar, Boštjan Romih, veliki voditeljski mountainbikeri. Kaj je to zdaj? Je to taka, a itak že cela Slovenija fura, ali je to neka fura? Ali ste že kdaj skupaj fura, ali si s kom od teh dveh že furil? Ne, je pa tako, se pravi, z Šaleharja sva se en cajt menila, pa je pa on zmer nekaj imel, ali nekaj mu je uč pada, tako da sem jaz pomislil, ok, mogoče ne mara družbe na hribu. Z Romihom sva se tudi menila, pa je ga neki diskus hernija fasala, zdaj ne vem, a se mene bojijo, je pa razlagal mi Romih, da ima nek zabajto, ker on nek preglasuplu živi, da dela hud trail in da moram prijeti enkrat, ampak ni nikoli prišlo do tega, da bi se, jaz nisem videl, jaz se z nobenim od teh dveh nisem še vozil. A sem še kakšnega pozabil, tazga medijskega človeka, da je na biciklu? Ne vem, kje smo najdel zdaj, kolesari. Ne, se pa res spomnim, da je to mi bilo kar fascinantno, da sem pred, po mojem glih 10 let nazaj, da sem Šaleharjem se znajdel takrat na kofetu nek in je ti pa voziš piča, ne, sem bil kako, tako, to vidiš pol, da to je pomemben, kaj voziš. In pol so ti ga ukradili. Ja, pa sem, bi malo Šentvidu poprašati. To je ta konc pisma, se je glih tam. No. Ja, evo, pa imamo. Šalehar je kar velik, ne vem, kaj bom šel jaz povedati. Ja. Da ni denar. Pa njemu je bil itak premajhen bicikl. Ja, zanj ga ni bil. A veš, da je bilo včasih novinarsko mountainbike prvenstvo v organizaciji Primoža Kališnika? Ne. Mislim, da je Tinček Guzej tudi sodeloval v Bohinju. Aha. To bi danes lahko spremenili v tako, ne novinarsko, ampak medijsko, mogoče bi lahko še blogerje zraven povabili pa... Da so influencerje, modne, kva so to, blogerke, instagramerke. Mogoče če bi res nek tak, da one se fotkajo po progi, mi pa probamo v kader noter pridati. Takrat je bil to cross country, danes bi lahko naredili... Nek enduro. Enduro, tak bolj grli, ne? Bolj grli bi mogel biti, po mojem se, mislim, zdaj, če bi rad, da jaz tudi sem kaj zraven, bi mogel biti kar bolj grli, po mojem, ja. Ne prevelikih skokov pa. Sam, videl sem te pa na štartu, ne? Štartno številko, ne? A na Lov na divjad. Ja, uno leto je bilo, glih nekaj smo imeli en dan prej. Nekaj se nam je zavlekel pozno v noč. Tako da
Snemanje. Ja, upam, da nismo nič posneli tisto noč. Ampak ja, takrat zabaven, super dogodek drugače, lov na divjad. Veš, kjer ga naj je Klemen spomnil, Andreja Vremenarja. Velika vrh. Velika vrha. A ni medijski šlo, ko pač pride tja pa pove, a ne? Ja, on pride kvat. Mislim, on ni prvenstveno bil fair, ampak on nekaj ve in to pove. Zraven mora biti pa še malo, ja. To je bolj. Se pravi, medijsko, influencersko prvenstvo, da naredimo. Kaj pogoj? Sorry, zdaj sem se spomnil. Bobovnik. Ne. Bobovnik je kolesar, ja. Ne. On je imel, en cajt je imel... In zdaj nora kolesar v penziji. Zdaj je milijonar. Milijonarja bo vodil na planetu. Hecaš? Ne. To je danes prišlo ven. Jaz sem dobil na message pa to. Vedel sem, prej sem slišal, nisem mislil. Ja, drugače pa, to sem hotel reči. Imel je neki intervjuje s temi menedžerji, to je bilo moja 5-10 let nazaj. Okay. In je Bine Kordež, ki je bil pač tudi menedžer, sta ona naredila intervju tako, da sta se oba z mountain bike in vozila. Tako da vem, da je on kolesar, je. Koliko postavimo mejo, da moraš imeti sledilcev, da lahko priješ kot influencer na to prvenstvo? Se lahko kupaš sledilce. Se ni važno, važno, da jih imaš. Sam da imaš, kvak. Ciklokros prav, Tina. Ciklokros bi lahko imeli novinarsko prvenstvo. Mogoče neki takega, neki tega tipa dast. Tako da greš s čimer češ. S čimer češ. BMX-a do fatbike, ne? S čimer češ, ja, seveda, zakaj pa ne? Tako. Pa na progi bi bilo vse, ne? Mal pump tracka, pa čez kakšno oviro bi mogel zdigati. Čez oviro, kakšen perspit? Ja, nujno. To meni se zdi, te so mi zanimive, Dej, no, koliko sledilcev moraš imeti, no? 10,000. 10, pa nima niti jaz 10,000. Kako nimaš? Kje, na Instagramu ali na vse skupaj? Seštevek. Ja, 10 evrov je kar lepa že meja. Pišemo 10,000 in imaš vabilo na medijsko prvenstvo. Ja, pa še zmer štartnina plačaš. Ali moraš šerat moraš. Ja, šerat moraš. Pa pač sponzorji se posod pa majico dobiš neko. Šerat moraš. Še dveh sem se spomnil z tega novinarskega prvenstva, da ti jih omenim. Maja Roš. Maja Roš, aha, okej. Bojan Travan je mountain biker. Bojan Travan, aha, wow, okej. Bohinjski občinski svet. Ja, točno, on je kandidiral tudi za župana, veš, politiki. Pa se čudem, da jih ni več, ne, se zdaj mountain biking rad tako kot čas bordanja. Pa jih je v bistvu malo, ne? Ja, malo jih je. Marit jih ne poznamo, vid skrivajo, nehite skrivati. Fatbike je zgornja meja. Ja, kaj si pa še mislil? Zgornja meja tega, kdo bo še noter prišel. Ja, mislim, s čim lahko voziš, sem lahko voziš. A fatbike velja kot, ne, shit, pejte stran s tem. Jo, že slišal? Blaž, kar enduro ne bo za medice, pa kakaj malo večji drobči, pa skoki, da se vidi, kdo ima cojones. O, shit, ja. Pa da si šale kar še enkrat novo zelo. Jo, jaz bi rajde v izi. Ampak, ja, mogoče pa zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Tako linija, v bistvu mora, lahko je opcija, linija, tisti, ki hoče cojones pokazati, gre lahko na... Sam mora ful časa zgubiti unka gre okrog. Ja. Mora imeti nek to. Ja, joker linija. Pa lahko je cilj konc bi bil v nek ta ribnik. Da je še en big air, ki v vodo leti. To bi mogoče najhujši slovenski event. Mogoče. Edin pogoj za prijavo je pa je, da imaš 10,000 followerjev. 10,000, vsi bi kupovali followerje. Pa bi zbirali, imeli bi te Kickstarter kampanje za followerje, za dobre riderje. Sliši se kot načrt. Ja, we have a plan. Mogoče imam že progo. Kje? Ne povem. Tam pod Movniku, veš kaj en bajerček mehan, da se tam noter konča. Recimo. Ti si bilo kar hudo. Spomnil si me na hidracijo. Ja, znači, zdaj se še na ulici pogovarjava, tako da moji vprašanji zmanjkali, tam je zdaj gledal, kako se smejiva. Režija nam je dala posnetek. Z zamikom. Tako da, če ni več vprašanj, pa če sem kaj pozabil vprašati, ne? Alo, zdaj. A imaš kakšno pogodbo, kaj se tebi zgodi, če si roko zlomiš, no? A ne bo vdaja, ali boš z vodo vdajal? Zdaj sem upis, da sem pa najdel zdaj na...
Jaz bi mojem z gipsom probal voditi oddajo. Samo dokler bi lahko prišel tja, bi prišel. Nek tak tihi dogovor je, da dokler se lahko privlečem, pridem. Ne vem, ko bi, mislim, če bi pa zares padel, pa nisem... Podrgnem po obrazu bi prišel, bi vodil? Že sem en cajta, če sem šel ob nedeljah, sem dal full face gor. Prav zaradi tega, ker me je bilo strah. Ampak zdaj sem pa to nekako, tudi veliko bolj v easy, nimam več tega feelinga, da moram peljati. Pa za vikend, ker grem na Toško ponavadi, za vikend se mi ne zdi fair, ker več folka tam, pa pol itak bolj v easy bi šel. Če bi pa, zjutraj bi pa najbrž dal full face, glih zaradi tega. Sploh zdaj, ker še imam mraz, pa mi je boljš. In kognito si, ne, da ni treba autogramo dajati v hribih. Ja, to je najhujš v hribih, ki moraš dajati. Voltaren na polno predlaga Veljko. V takih primerih. Ja, Voltaren pa voditi. Mogoče si malo diziter, ne. Mislim, tam je tako zdrav. Žerjavom ne smeš delati, ne. Pa voziti lahko, televizijo pa lahko vodiš. Televizijsko dajo pa lahko vedno voziš. To je, vedno se da. Komod. Najmanjši problem. Ampak, ne, veš, da nič še nikoli, zdaj smo grozo. Zdaj sploh pomislim na to, na les sem potrkal, ker sem razževeren. Stvari se lahko zgodijo na kolesu, a ne? Ja. Bog ne daj, da se ne. Ti zavaran za to? Pa neki sem, ampak tudi takrat, ko sem bil, pa sem si ful stvari naredil, nisem nič dobil. Eni ful dobijo, ne vem, jaz pa mogoče zato, ker ne verjamem zorovance, tako kot Neta, veš, pri Simpsonih sosed. Ne. Ne, ker on je toliko veren, da misli, da je to nek način gamblenja, neka vrsta gamblenja je zavarovanje in pol se ne zavaruje nikoli. Jo, zdaj sem me prav prestrašil s tem. V bistvu, tudi dosti... A si lihkar me prepričal, a sem lihkar nehal kolesar? A je možen? Grevel začel voziti. A si Grevel že voziš? Grevel sem pa kaj, ja. Pa se tam te še prej zbije, kakšen idiot na cesti. Ja, no, kadamčko, pa si pa že težko kaj narediš. A ka po Šrek vozijo... Ja. Ok. To je to. Daj prstek ta drug. Aha, seveda. Kole, evo za slikco, naslovno. Ale bo dobra, ker je taka temno zadnje. Ja, tako je. Kako imam jaz mehno roko, ali to? Če ne dal... Tako je. Ja. Super, hvala. Imamo to. Naslednji teden pa ne bom še povedal, ker ni potrdil. Hvala. Čau.